Lepo pozdravljeni nazaj v naši družbi in čas je že za našo petkovo rubriko Dobro z dobrim, tokrat na KIS. KIS je pa seveda Kmetijski inštitut Slovenije. Danes bomo govorili od semena do izdelka. Se mi zdi pa, da največ o naših žitaricah, katere žitarice so tukaj pristne, slovenske, katere najbolje uspevajo, kaj iz njih vse pripravljamo in tudi kaj iz ostankov, ki ostanejo, lahko naredimo. Dobro z dobrim vedno predstavlja neko dobro krožno zgodbo, ki je tako dobra za nas, kot za okolje in za družbo. Bodi si eno ali drugo ali vse skupaj je pa še najbolje. Financirajo se seveda s pomočjo Evropske unije in tudi drugih slovenskih inštitucij. Z nami bodo pa danes Primož Černelč, ki je vodja projekta in koordinator, in kot vedno nam bo Primož predstavil neko novo problematiko in kako jo v projektu Dobro z dobrim tudi rešujejo. Gost iz Kmetijskega inštituta Slovenije bo pa David Jekovec. Z njimi se bo pa pogovarjala naša Pija in upam, da tudi dobi kakšno moko za seboj, da bomo kaj spekli. Tako da upam, da je Pija že pripravljena tamle v kleteh Kmetijskega inštituta Slovenije. No, da niso šli pregloboko v kleti, ker ti potem včasih naš signal rad izgine, a mislim, da ne bo skrbi. Tako je dobro z dobrim. Saj veste, včasih pridejo tule k nam v studio, pa predstavimo kakšno podjetje, projekt. Včasih se pa mudimo na terenu ali pa kar pri samem podjetju, kot je to danes. No, danes je celo to Kmetijski inštitut Slovenije, katerega bomo nedvomno še kdaj obiskali, in tam so pa tudi že vsi pripravljeni. Lepo pozdravljena Pija, Primož in David. Tako, lep pozdrav tudi tebi v studiu, Luka, hvala za tale izčrpen uvod. Zakaj točno pa smo danes tukaj v Kmetijskem inštitutu, v tem čudovitem sadovnjaku sredi Ljubljane, pa boste izvedeli prav kmalu. Lepo pozdravljena, hvala, da se spet vidimo. Zakaj smo danes pravzaprav se dobili tukaj? Ja, kot vedno v rubriki Dobro z dobrim smo se dobili, da bi slišali eno zanimivo krožno zgodbo. In današnja zgodba je povezana z slovenskimi sortami, za ohranjanje biodiverzitete. In moram najprej povedati, da cela zgodba danes je nastala s pomočjo projekta Fižolčkova pot, ki ga sofinancira Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Gre pa predvsem za to, da če smo zadnjič poslušali v bistvu o invazivnih rastlinah, kjer gre predvsem za izgubljanje te domače biodiverzitete, no, danes bomo slišali pa drugo plat zgodbe, kako pa lahko mi z spodbujanjem nekih domačih sort pomagamo. Skratka, ker gre ne samo za to, da se ohranja lokalna biodiverziteta, gre tudi za to, da gre tudi za prehransko varnost. In predvsem se na tem ukvarjajo na Inštitutu za kmetijstvo, KIS, kjer nam bo pa Damjan povedal kaj več. Tako, torej, mogoče za začetek, kaj sploh je ta Fižolčkova pot, ki je spodbudila projekt? No, jaz bi najprej povedal par besed o Kmetijskem inštitutu Slovenije. Je javni raziskovalni zavod, je vodilna inštitucija v Sloveniji na področju kmetijstva, in ker je kmetijstvo zelo širok pojem, velika znanost, je Kmetijski inštitut razdeljen na 13 samostojnih oddelkov, ki vsak skrbi za svoj del stroke. Imamo tudi službo za uradno potrjevanje semenskega in sadilnega materiala kmetijskih rastlin, pa knjižnico z več kot 33.000 enotami strokovne literature, pa gensko banko, ki pa ima danes več kot 3300 genskih virov, ki so bili pridobljeni v zadnjih 30 letih v Sloveniji. Genska banka, to je drugače kot semenska banka? Genska banka gre za shranjevanje semen, ki so potem na voljo, se pravi, v genski banki se semena ohranjajo in so na voljo tako za obuditev teh starih sort, kar na Kmetijskem inštitutu Slovenije tudi počnemo. Trenutno imamo v prodaji solato tolminka, pa 2 fižola, češnjevec pisani visoki, lišček rdeči marmorirani in
Ta genska banka je pa lahko tudi podlaga oziroma naj bi bila podlaga za žlahtnjenje novih sort, ki imajo vgrajene to odpornost oziroma da so prilagojene na slovenske rastne razmere. Naj povem, da smo v letošnjem letu vpisali tudi na novo sorto fižola, kis Amant, ki bo sicer na voljo za kupce nekje leta 2024. Se pravi, se razvijajo tudi nove sorte, ohranjate stare sorte. Katere so mogoče tiste najbolj pogoste sorte, ki jih poznamo, pa so avtohtone tukaj in za katere skrbite tudi vi? Ja, tako kot sem omenil, v genski banki je preko 3300 različnih genskih virov, se pravi sort, populacij različnih semen. Te sorte je potrebno ves čas obnavljati. Nekatere so globoko zamrznjene, nekatere se shranjujejo v hladilniku in vsake toliko časa, odvisno za katero sorto gre, je potrebno te sorte posejati, narediti vzdrževalno selekcijo, pomeni, da sorte ustrezajo tistemu opisu, ki so ga imeli prvotno, ko je sorta nastala, in to je nenehen proces. In to je ključno za ohranjanje, se pravi, te baze, če tako rečem, tudi slovenske kulturne dediščine, ker to je neka tradicija, pa tudi ta uporabna sorte, te sorte so tudi znanstveno uporabne, ker ko izgubimo katerokoli sorto, izgubimo en del genetskega materiala, ki ima neke svoje posebne lastnosti in ki se lahko v procesu žlahtnjenja vgrajuje naprej v nove sodobne sorte. Zakaj pa je pomembno ohranjati te sorte? Verjetno ljudje kupujejo tiste, ki najbolj obrodijo. Te pa so verjetno najbolj prilagojene na tukajšnje podnebje in zemljo. Tako, te sorte, slovenske, domače, avtohtone sorte so prilagojene na slovenske rastne razmere. Če si predstavljamo, da so rasle tukaj, več desetletij in so preživele tiste rastline, ki so v teh pogojih skozi desetletja bile uspešne, lahko rečemo, da so to sorte, ki so primerne za naše njive in vrtove. Lahko tudi rečem, da moje mnenje je, da so danes ljudje preveč, ali pa če rečem tako, preveč sproščeni, ko govorimo o preskrbi s hrano. Vajeni smo, da gremo v trgovino, tam kupimo hrano in časi se lahko tudi spremenijo. Predstavljajmo si, da začne primanjkovati semen, naši vrtovi, njive bi lahko ostali prazni ali pa na pol prazni in v sklopu nekih okoliščin bi lahko tudi prišlo do pomanjkanja hrane. Vemo pa, da modri narodi se v času miru pripravljajo na vojno. Torej na podnebno vojno, tako močno si prikimal, se strinjaš s tem? Ne, se popolnoma strinjam, da moramo bolj skrbeti za to, da se tudi z domačo hrano preskrbujemo, ne da se zanašamo na čezmorske verige. Recimo en konkreten primer, kaj s tem mislim, je, recimo na Kmetijskem inštitutu ste posejali slovensko sorto pšenice Gorolka, jo tudi sami poželi, no, zmleli v tole pol tudi slovensko moko, ki je zdaj na voljo tudi v naši spletni trgovini Dobro z dobrim. Mi pa smo pol to moko uporabili, da smo spekli tudi dobre piškote. Evo, in to je zdaj primer zaključenega kroga. V Sloveniji pridelano, v Sloveniji vzgojeno, slovenska sorta, slovenski izdelek, pa slovenski dobri piškoti. In če probata, so čisto tako čajno pecivo, okusno, pa zdravo, pa veš, odlično, za občaj, ki ga pa lahko tudi v domačem gozdu nabereš. Zakaj pa se vam zdi, da je tako pomembno, da imamo krožno gospodarstvo? Zdaj, v primeru vojne, ja, nekateri bi rekli, ampak vsaj kaj drugega je pa ceneje. Danes se veliko ukvarjamo s tem, kaj je bolj poceni, ne nujno bolj kvalitetno. Ampak kaj pridobimo torej s takšnim krožnim gospodarstvom? Mislim, to bo sicer moje tako laično mnenje, ampak že če pomislimo sam z nekega matematičnega vidika, ti ne moreš nekrožnega procesa v nedogled ponavljati. Ker nekrožni proces, pri njem se izgublja energija, se pač meče stran surovine, ki se jih pridobijo in tega ne moreš v nedogled ponavljati. Tako da
edina logična pot naprej je, da pač postavimo procese, ki so zaprti, ki so krožni, zato da se začetni produkt gre skozi več življenjskih faz in se na koncu lahko napaja sam vase, kot kača, ki grize lasten rep. Ker to je edina stvar, ki je trajnostna, edina stvar, ki je možno jo v nedogled potem ponavljati. Samo za to gre, preprosto. Zakaj ste se na Kmetijskem inštitutu odločili torej za takšno krožno pot? Ja, v lanskem letu smo na infrastrukturnem centru v Jablah, ki je del Kmetijskega inštituta Slovenije in je, če se tako lahko izrazim, najbolj strokovno podprta velika kmetija v Sloveniji, ugotovili, da imamo na površinah posejane slovenske sorte, v tem primeru konkretno pšenico, in da želimo razviti končne produkte. Se pravi, ne da prodajamo pšenico in potem se to zgubi, ampak da slovensko sorto, ki je posejana v slovenski zemlji, tudi potem pridelamo do končnega produkta oziroma polprodukta, kot je v tem primeru tale vrhunska moka. Za kakšno moko pa gre? Gladko? Ja, imamo dva tipa moka, ena je bela, tip 500, druga pa je polbela, tip 850. Jo lahko sicer naši gledalci, poleg v trgovini Dobro z dobrim, dobijo tudi še kje? Mogoče jo tukaj prodajate? Tako, mi se trudimo, da bi ti naši produkti bili na voljo vsem, ki si jih želijo, se pravi čim več prodajnih kanalih in tudi tako na naših prodajnih mestih Kmetijskega inštituta Slovenije. Ja. No, zaenkrat najlepša hvala, postregli si bomo še s kakšnim piškotom, vi pa le ostanite z nami, kajti po oglasih se vrnemo semkaj nazaj v Kmetijski inštitut v srcu Ljubljane v Župančičevo jamo. Ostanite z nami. Lepo pozdravljeni, tudi danes vam predstavljamo še eno prakso dobrega z dobrim o trajnostnem gospodarstvu. Govorimo tukaj na Kmetijskem inštitutu. Nekaj smo že povedali o tem, kako lahko slovenska pšenica, se pravi sorta slovenske pšenice, zraste v dokajšnji bližini, pride s kratko potjo sem do Ljubljane, kjer jo potem v Kmetijskem inštitutu zapakirajo v tole moko, ki jo lahko vidimo. Ni pa to edini produkt, ki ga bomo danes predstavili, kaj ne? Kaj še lahko najdemo tukaj v Kmetijskem inštitutu? No, ravno za to gre, kot sem prej govoril, mi smo navajeni ali pa skoro rekel razvajeni, da gremo v trgovino in imamo v katerem koli letnem času vse na voljo. Banane januarja, banane avgusta, jabke januarja, jabke avgusta, skratka, to smo navajeni, to je ena izmed sicer prednosti sodobnih prehranskih verig, ampak po drugi strani pa tudi marsikaj s tem izgubimo. Če druga ne, ta hrana ni tako kvalitetna, ker ne samo, da pač je šla skozi hladilnice, pol tudi ima veliko večji ogljični vtis, ker je prepotovala pol sveta. In smo razmišljali, kako bi to v bistvu izboljšali, da bi jedli bolj zdravo, lokalno pridelano hrano, ki bi imela tudi manjši vpliv na okolje, in smo se zamislili, da bi razvili dobri abonma. Torej, v bistvu gre za neko novo prodajno izkušnjo, kjer v bistvu se lahko gledalci naročite na abonma. In to pomeni samo, da boste obveščeni takrat, ko bo neko sadje ali pa zelenjava dozorelo. Ker takrat bo najbolj zdravo, pa najbolj okusno tudi. Tako da vabim vas, da obiščete našo Facebook spletno stran Dobro z dobrim in se tam naročite na abonma. In ko bojo jabke zrele, ko bo krompir obran, boste dobili obvestilo in takrat ste lahko prvi in ga pojete. Mogoče še kakšno besedo o tem, zakaj pa je tak način najbolj zdrav? V eni nekateri pravijo, avokado je tudi zelo zdrav, pa ponavadi prihaja od zelo daleč. Takšen način je najbolj zdrav, ker pač poješ sadje zelenjavo takrat, ko je tudi sama dozorela. Torej, kot sem rekel, ne gre skozi neke procese, torej ne leži v hladilnicah, tudi ni obdelana z konzervansi, ki bi podaljšali njen bivanjski obstoj. Obstaja pa verjetno še drugi bolj strokovni aspekti, kjer bi pa kar prosil, da me dopolniš.
Ja, zagotovo vsaka, če gremo na vrste, sadje ali zelenjava, ima svoje specifike, svoje hranilne snovi, lastnosti in kot takšne so lahko oziroma so tudi dobrodošle za naš organizem. Z krajšanjem teh logističnih prodajnih verig zagotovo ne ohranjamo samo okolja, ampak tudi zagotovo imajo ti produkti višjo hranilno vrednost. S časom, tako kot vemo, vse stvari počasi propadajo, ali gre to za sadje, zelenjavo ali pa za vozilo, ki si ga kupimo. Čez 10 let je stvar v drugačnem stanju. Tako si lahko nekje enostavno predstavljamo. Se pravi, kdaj bi potem lahko dobili krompir, na primer? Ja, krompir na Kmetijskem inštitutu Slovenije imamo kar dolgo tradicijo žlahtnjenja sort. Trenutno imamo v prodaji 8 različnih sort semenskega krompirja, ki je še na voljo po nekaterih trgovinah širom Slovenije. V tem trenutku pa imamo tudi na voljo jedilni krompir. To je sorta Kisora, ki je odlična za ozimnico, se pravi, se zelo dobro skladišči v primernih pogojih. In na Kmetijskem inštitutu imamo novo hladilnico, tako da je resnično ta krompir zdaj še vedno zelo, se pravi, čvrst. Kot sorta sama pa gre za belomesnato sorto, čvrst tip krompirja, primeren tako za kuhanje, pečenje, pa tudi za pripravo okusnih solat. Se pravi, lahko ga imamo za ozimnico. Načeloma pa pravzaprav, če bi jedli direktno iz polja na mizo, bi verjetno potem samo pol leta jedli krompir oziroma koliko časa? Ja, sorte krompirja delimo tudi po zgodnosti. Se pravi, na vrtovih oziroma njivah se običajno posadi nekaj zelo zgodnega krompirja, pa nekaj krompirja za ozimnico. To so sorte, ki imajo kasnejše sorte, se pravi pozne sorte krompirja imajo drugače se odzivajo na to skladiščenje, se pravi po nekaj časa ostanejo še vedno okusne, ne postanejo sladke, krompir ostane bolj čvrst in v primernih pogojih ga lahko shranimo. To ne pomeni, da je ta krompir danes v enakem stanju, kot je bil ob izkopu, ampak še vedno, če je sorta primerna, če so ustrezni pogoji, je ta krompir zagotovo, po mojem osebnem mnenju, boljši kot pripeljan tisti, ki ga sedaj pripeljejo z Bližnjega vzhoda. Kje pa raste vaš krompir? Tukaj verjetno v Župančičevi jami, ne? Ja, mi imamo selekcijsko-poskusni center v Mostah pri Komendi in pa površine tudi v Jablah, to se pravi v Mengšu, Trzinu, in na teh poljih pridelujemo tudi ta semenski in jedilni krompir, pa tudi na teh površinah preizkušamo različne sorte krompirja, žlahtnimo nove sorte in podobno. Torej, definitivno do Ljubljane porabi zelo malo kilometrov. Sicer pa krompirja vam zdaj trenutno ne moremo pokazati, imamo pa tukaj še dva paketka. Kaj pa se skriva v njih? No, tole je pa dobra juha in sicer ta pa sicer ni pridelana z sodelovanjem z Kmetijskim inštitutom, ampak v bistvu gre za povezano zgodbo. Ker ko govorimo o neki prehranski varnosti v Sloveniji, prehranski tudi samooskrbi, ne gre samo za to, koliko pridelamo, ampak tudi kako dobro izkoristimo to, kar pridelamo. Ker mi ogromne količine hrane zavržemo. Torej, ne samo tisto, ki preteče uradni rok trajanja, ampak ogromno hrane zavržemo preprosto zato, ker ne izgleda lepo. Ker ljudje v supermarketih danes kupujemo z očmi, ponavadi kupimo tiste pomaranče, ki se najbolj bliščijo, so najbolj povoskane, v resnici najmanj zdrave. Ogromno, res tone in tone hrane postane na njivi, preprosto zato, ker ima pač neko deformacijo. Je popolnoma zdrava, popolnoma v redu, ampak ne izgleda lepo. No, in smo v bistvu ugotovili, da ta problem lahko uporabimo in smo začeli od kmetov zbirati to grdo hrano in iz nje pripravljati dobre izdelke, predvsem pa jedi na žlico. Torej, če v bistvu želite vsak dan zaužiti neko dobro juho, dober obrok,
predvsem na delovnem mestu, kjer si ponovno nimamo časa to privoščiti pa kuhati, ne. Preprosto v trgovini z dobrim se lahko naročite in vam dostavimo dobro juho. In danes, ne, Kar v službo. Kar v službo, ja, kar lepo, na pisalno mizo. In recimo danes bomo probali tole cvetačno juho s krjem. Tako, ko mi čakam, da nehamo snemati, ker smo že kar lačni. Pa imate potem vsak dan druge juhe? Tako je, ja. Vsak dan je drug meni, druga juha. Imamo pa tudi sistem, da se naročite lahko naprej, sploh če gre za neke velike količine. Ponovadi je dobro, če vsaj 2 dni vnaprej. Je pa meni dostopen na naši spletni strani. Kako pa je z embalažo? Je povratna? Tako, tudi za to gre, ne. Torej, nič ne gre stran. Če uporabimo vso zelenjavo, pol tudi ne moramo ravno neke embalaže v smeti metati. Tako da vsa embalaža, ki jo uporabljamo, je ponovno uporabna. Torej tudi vi, sploh če redno naročate juhe, bomo zelo veseli, če nam embalažo vrnete, mi jo operemo, očistimo, ponovno napolnimo, nič ni stran bilo vrženo in lepo krog je spet sklenjen. To se sliši več kot odlično. Pa tudi zelenjava je narezana, tako da ne moremo videti, če je bila grda na začetku. Tako, na koncu izgleda vse enako, okusno je pa še bolj. Odlično. Kaj pa še tale paketek skriva tukaj zraven? Ta paketek je pa seveda slovenska specifika, ker pač jemo kruh zraven juh, tako da tukaj noter je samo dobite zraven kot prilogo tako polnozrnato bombetko. Pa je narejena iz gorolka moke? Ta specifično še ne, ampak načrtujemo pa tudi, da bomo začeli s te moke še različne produkte razvijati, tako da ne dvomim, da bo na neki točki mogoče tudi kakšen kruh. Kakšen kruh. Wow, sliši se več kot odlično. Mogoče samo še vprašanje na Kmetijskem inštitutu. Omenili ste, da imate 3000 sort nekako v obtoku. Jih toliko tudi gojite potem tukaj okoli Ljubljane? Pridejo potem tudi do sem ali jih je nekaj manj? Ne, več kot 3300 genskih virov imamo, za katere skrbimo, se pravi, da se jih ohranja, tako mislim na shranjevanje, kot tudi na to obnavljanje na njivi, tako rečemo tudi živa genska banka. In te sorte so potem na voljo za žlahtnenje novih sort rastlin, ki so, kot smo rekli, odporne oziroma primerne za naše rastne razmere. Trudimo pa se, da tudi obujamo te sorte, se pravi te stare sorte, da bodo tudi naši vnuki lahko uživali v enakih okusih, kot uživamo danes mi, ali pa so uživali naše dedke, babice. In to je tudi eden od naših nalog kot inštituta, da za to skrbimo. Lahko naši gledalci mogoče pri vas dobijo torej tudi sama semena, ne samo plodov? Semena, če govorimo o semenskem krompirju, je to možno. Ko govorimo o drugih semenih, pa so na voljo pri partnerjih, s katerimi sodelujemo. Tako da so na voljo po maloprodajnih enotah v nekaterih trgovinah. Kaj pa čisto konkretno tukaj, malo sem radovedna, kaj pa tukaj v centru Ljubljane raste? Kaj lahko zraste torej na naših vrtovih? Ja, v Ljubljani je kar veliko vrtov, tako da to bi bil mogoče kakšen drug sogovornik primernejši. Zagotovo pa sorte, ki so tradicionalno rastle tukaj, tudi danes uspevajo sredi Ljubljane. Tukaj vidimo sadovnjak, tako da marsikaj lahko zraste v Sloveniji. Zdaj, podnebne spremembe se malce tudi že kažejo, verjetno se to pozna tudi na avtohtonih sortah, ki so bolj navajene teh stabilnih vremenskih razmer. Kako pa je s tem? Še vedno vztrajajo boljše domače sorte kot mogoče katere druge, ali tukaj že raje posegamo po kakih gensko spremenjenih organizmih? Ja, jaz bi takole rekel, če vzajemo za primer tole moko gorolko oziroma pšenico gorolka, je se pravi slovenska sorta in kot takšna je bila preizkušena in je odporna na dolgotrajni temperaturni stres, kar pomeni, da se danes trudimo, da bi ta sorta rasla tudi na Bližnjem vzhodu v teh deželah. Tako da kot
kot sorta, dokler jo ne preizkusiš v nekih specialnih razmerah, težko rečeš, ali je primerna tudi za takšne območje. Ta konkretno gorolka pa je bila tam preizkušena in je dala odlične rezultate. Pa še za to gre, če v bistvu stavimo na več sort hkrati, imamo po domač povedan več želez v ognju. In tudi, če ne vemo, katera sorta bo na dolgi rok najbolj odporna, ravno zato jih posadimo več, ker še zmeraj na koncu eno lahko požanjamo, tudi če ostalih 5 propade. Tudi zato je pomembno ohranjanje biodiverzitete. Pa še čebelice imajo verjetno potem več različne hrane na meniju. Tako, najlepša hvala za današnjo predstavitev. Torej, kot ste slišali, lahko v trgovini Dobro z dobrim na spletu vse te izdelke tudi sami preizkusite. Naj si gre za malico, naj si gre za pripravo na peko. Mimogrede, če se naši gledalci danes odločijo, da bi želeli to juho za malico, ali lahko na primer že za danes naročijo kosilo? Za danes žal ne, žal je to kosilo splavalo po vodi, ampak za ponedeljek pa že komot. No, veste, kaj vas v ponedeljek lahko čaka. Najlepša hvala za intervju in za predstavitev. Vi gledalci pa le ostanite z nami, po oglasih se namreč vračamo nazaj v studio Figovec.